Naslednji pa dr. Uroš Košir na temo Vršič, zaledje Soške fronte. Dr. Uroš Košir se že več kot 10 let ukvarja z arheologijo modernih konfliktov in se posveča predvsem ostalinam prve in druge svetovne vojne na območju Slovenije, avtor številnih člankov in poglavij v slovenskih in tujih znanstvenih in strokovnih publikacijah. Trenutno je zaposlen na oddelku za arheologijo Univerze v Ljubljani, kjer se v okviru podoktorskega raziskovalnega projekta ukvarja prav z arheološkimi raziskavami Vršiča in dediščine prve svetovne vojne. Obenem pa dela tudi kot arheolog pri idrijskem podjetju Augusta d.o.o. Uroš, prosim. Najlepša hvala. Jaz vam bom predstavil območje Vršiča, se pravi med Kranjsko goro in Trento. Celotno to območje je predstavljalo pomembno komunikacijsko os in povezavo zaledja z fronto v Zgornjem Posočju. Tukaj predvsem zaradi železniške povezave Kranjske gore z notranjostjo monarhije in pa z novo nastalo cestno in žičnično povezavo do Trente in naprej proti Bovški kotlini. Na kratko, predstavil vam bom nekaj o cesti, sistemu žičnic, o skladiščih in bivališčih in ostali infrastrukturi, na koncu pa tudi nekaj o pokopališčih na tem območju, ki so ravno tako del zaledja prve svetovne vojne. Že v začetku letnica 1418 vsi vemo, da boji na Soški fronti potekajo med letoma 15-17, ampak tukaj vojska je bila prisotna deloma že leta 14, po začetku prve svetovne vojne so na Vršiču potekala tudi neka dela improviziranih, zelo takih preprostih obrambnih položajev v primeru vojne z Italijo. Tukaj imamo neke podatke, da so prvi vojni ujetniki iz Rusije prišli že leta 14. Vsekakor pa tukaj se začne to vojaštvo valiti sem po italijanski vojni napovedi, bili so pa seveda prisotni vse do konca prve svetovne vojne leta 18. Območje je spadalo, kot smo že slišali, v okrilje armadne skupine generala Franca Rohra von Dente, natančneje pod 4. odsek 10. armade. Območje je bilo tudi pod različnimi poveljstvi, odvisno od obdobja, oskrbovanje pa je potekalo v okviru 44. domobranske pehotne divizije, 27. gorske brigade in 93. pehotne divizije. Sama cesta čez prelaz Vršič, to je bila neka stara povezava med Trento in Kranjsko goro, prek 1611 metrov visokega prelaza je vodila le manjša stezica, kamor so pogosto Trentarji hodili v Kranjsko goro na razne sejme in podobno. Tudi Trentarji pravijo Vršiču Kranjski vrh, Kranjskogorci so pa rekli temu prelazu pri Jezercu, zato ker včasih je bilo na vrhu Vršiča tudi manjše jezero, ki ga danes ni več. V času Avstro-Ogrske pa je bil prelaz poznan kot Mojstrovka pas ali Vršič satelj, se pravi sedlo Vršič. Na tem zemljevidu, ki je nastal med 1880 in 1885, lahko vidimo označeno pešpot prek Vršiča v Trento. Na zemljevidu, ki je nastal nekje med 1910 in 15, pa je označena že pot prek Vršiča, ampak vendar ne še čisto do doline, ker tukaj tudi prvo pot, ki je peljala na vrh Vršiča, so zgradili med letoma 1909 in prvo svetovno vojno, ki je bila prevozna za nekatere vozove. To so zgradili za namene gozdarstva, ker nek zakotnik je kupil na trentarski strani obsežne gozdove, kjer je potekalo gozdarstvo, potem so pa hlodovino s konjskimi vpregami vlačili v Kranjsko goro, zato so tudi to pot uredili, ni pa enaka trasa kot današnja cesta. Po italijanski vojni napovedi se je seveda poveljstvo odločilo za izgradnjo vojaške ceste, prek katere bi oskrbovali enote v Zgornjem Posočju. Gradnja se je začela julija in cesta je bila že prevozna konec septembra leta 15. Dela je vodil podpolkovnik Karel Rimelj iz 8. saperskega bataljona,
Tukaj ga vidimo na konju pred svojo kočo, tako imenovano Rimlovo kočo, to je pa danes koča na gozdu. No, dela so potekala, v bistvu dela so izvajali različni delovni oddelki Avstro-Ogrske vojske, predvsem pa oddelki vojnih ujetnikov. Tukaj jih na primer vidimo ob delu na območju pod današnjo kočo na gozdu. Tukaj samo pogledajte en skenenega zemljevida z razporeditvijo enot vojnih ujetnikov. To so vse te okrogle oznake, so enote vojnih ujetnikov, no, kvadratne pa predstavljajo delovne enote Avstro-Ogrske vojske. Večina enot pa je bila skoncentrirana ravno na odseku med Kranjsko goro in Trento, kjer je potekalo tudi najbolj zahtevno delo. Zdaj, tukaj, ko govorimo o ruskih vojnih ujetnikih, seveda gre za ujetnike ruske cesarske vojske, po narodnosti pa so bili to zelo različni ujetniki. Tukaj imamo na primer en dokument iz leta aprila 18 v okviru vršiške žičnice, kjer so zahtevali popis vojnih ujetnikov tudi z navedbo njihove v bistvu pripadnosti, kot se sami deklarirajo, imamo Kavkazici, Rusi, Sibirci, Armenci, Ukrajinci in podobno. No, in se znam, zdaj ne vem, a se malo slabo vidi, mogoče že tole dol dal, da bi bilo bolj temno. Imamo recimo en izsek enega seznama, kjer vidimo, da je bilo cel kup Ukrajincev, nekaj Sibircev in tudi Rusov. Zdaj, vsi te ujetniki so bili seveda dobro popisani, Avstro-Ogrske vse zelo rada imela birokracijo, tako da jim obstajajo obsežni seznami velikega števila ujetnikov, vsak ujetnik je imel tudi svojo ujetniško številko, no, za številne pa obstajajo tudi takšni obrazci z osebnimi podatki, kraj rojstva, veroizpoved, katera enota je bil, kje je bil ujet in podobno. No, če se kar posvetimo cesti, kot je že bilo omenjeno, imenovala se je po vojvodi Evgnu. Začetek ceste je bil v Kranjski gori, tukaj vidimo eno fotografijo iz januarja 16, začetek ceste in pogled danes. Na fotografiji lahko vidimo enega ruskega ujetnika, avstro-ogrskega vojaka in srbskega vojnega ujetnika. Zdaj, ko se govori o Vršiču, se zmer poudarja ruske vojne ujetnike, nikoli pa v bistvu zelo redko se pomenja tudi srbske, črnogorske vojne ujetnike in tudi italijanske. No, njihova vloga pa ni še toliko raziskana, so bili tam samo kot ujetniki ali so tudi kaj delali, to zaenkrat še ni popolnoma jasno. No, sama cesta je predstavljala velik gradbeni podvig, treba je bilo zgraditi seveda tudi številne mostove zaradi pišnice, zaradi hudournikov in podobno. Večina mostov je bila poimenovana po poveljniškem kadru 10. armade, tako naprimer prvi most iz Kranjske gore proti Vršiču je čez Pišenco, tukaj pred kopališčem Jasna, poimenovan po poveljniku 10. armade Roru, se pravi Rorbruke ali Rorov most. Tukaj vidimo fotografijo ob obisku prestolonaslednika Karla, ki ga vidimo na fotografiji v družbi Rora, ki je nastala 11. januarja 16, ko sta se skupaj peljala prek Vršiča. Še en pogled na isti most in na današnje stanje, se pravi, tukaj je ista lokacija tega postroja je tukaj. Most so pa kasneje novejši most zgradili ob tem mostu. Zdaj, prvotni most je bil pa prodan tam v 20 letih za odpadno železo, so imeli aukcijo in so v bistvu most razstavili in prodali. Kasneje pa zgradili po novega. No, naprimer, naslednji most je bil pri Eriki, je bil Skotjev most, no, na trentarski strani eden iz mostov je bil pa poimenovan po Amadeju Špicmüllerju kot Špicmüllerjev most. Tukaj vidimo eno fotografijo z njegovim avtogramom. Pogled na most v času prve svetovne vojne in danes seveda današnji most je zopet zraven postavljen, ni na isti trasi, mičken zamaknen, ampak še vedno vidimo to skalo in opazna ležišča za podporne tramove. Če se danes peljemo čez Vršič, današnja cesta v bistvu v večji meri sledi prvotni vojaški cesti, ampak ni pa temu tako povsod, recimo že pri drugi serpentini so imeli so v eni fazi ovinek skrajšali, tako da tam imamo v bistvu dvojni ovinek danes, enega starega, ki je opuščen in tistega, po katerem se peljemo. No, največja razlika pa je na odseku med Rusko kapelico in kočo na gozdu.
Danes je tukaj ruska kapelica, Koča na gozdu, danes se peljemo tukaj okoli, no, prvotna cesta pa je šla tukaj ob tej grapi in pod Koča na gozdu oziroma Rimljevo kočo. Zdaj ta odsek ceste je bil zgrajen v 30-ih, ga je zgradil Josip Slavec. No, tukaj imamo še na eni razglednici še opazen prvoten odsek te ceste tukaj spodaj. No, še en pogled na ta del prvotne ceste, tukaj Koča na gozdu in te odsek, tukaj sta bila dva kraka speljana, kar nekaj mostov, no, in še danes lahko recimo prepoznamo na terenu nekatere podporne zidove, ostanke mostov in podobno. No, med bolj impozantnimi objekti, rekel, strukturami na tej cesti so te veliki podporni zidovi nad Kočo na gozdu. Še danes je ohranjena prvotna ta betonska ograja in ti betonski elementi. No, napis, bil je tukaj kovinski napis Erzherzog Eugenstrasse, na levi letnica izgradnje 1915, tukaj pa podpis graditelja Karel Riml. No, še danes pa v bistvu je ohranjena ta letnica 1915. Zdaj slabo se vidi z ceste, ker je tako zrašena, ampak če ga bomo pogledati prav do podpornega zidu, je še vedno vidimo. V povojnem času je bilo kar nekaj polemik, ki jih zasledimo v tedanjih časopisih. Nekateri so bili za to, da se napis odstrani, saj je spominjal na tedaj osovraženo Avstro-Ogrsko monarhijo, no, spet drugi pa so bili mnenja, da naj napis ostane kot spomenik nekega časa. Tukaj razglednica iz obdobja med obema vojnama, na desni strani še vedno vidimo ostanke napisa, tukaj žal nekaj resenca, ampak zagotovo pa so verjetno že pred drugo svetovno vojno preostale dele napise z izjemo letnice odstranili in napis pa je v bistvu izginil. Verjetno je šlo za surovino, glede na to, da so bile železne masivne črke. No, še en današnji pogled, ta napis seveda se je nahajal na tem delu in se ga lahko danes tudi tisto letnico ogledamo. No, po marčevskih plazovih leta 16 se poveljstvo odločilo, da speljejo cesto, v bistvu obvozno, tako imenovano zimsko cesto, nekoliko pomaknjeno, nekoliko bolj proti vzhodu. Pa danes se mi peljemo po tej cesti, ta cesta gre pa od Tonkine koče mimo Poštarskega doma proti Trenti. Tukaj imamo en posnetek, 3 dni nazaj sem šel gor tole slikati. Se lepo vidi današnja trasa ceste Tonkina koče in tukaj te serpentine obvozne ceste. Še en pogled z Mavrinca, tukaj imamo Kočo na gozdu, no, to je približno današnja trasa prek Sedla in tukaj plazovi marca so šli iz Mojstrovke in z Robičja v tej smeri, tako da so ceste tudi zasuli. Zato je bila zgrajena obvozna cesta. No, pa tudi tukaj niso imeli pa težav s plazovi, ampak snežnimi zameti, tako da tudi ta cesta je bila velikrat v bistvu neprevozna, dokler je niso skidali. No, na Trentarski strani je šla cesta prvotno kmalu, ko se spustimo z vrha Vršiča, je šla tukaj dol na Hudo ravno in potem pri Šupci, tam, kjer razgledna točka, pride spet gor. En krak, v bistvu ne ceste, bolj pot pa je šla tam, kjer danes Alpe Adria pot, dejansko proti izviru Soče, so tudi tovorili s konji, ne pa z motornimi vozili. No, kasneje so tudi na tem odseku prestavili cesto na to traso, kjer je danes, se pravi više ležeča trasa, no, tam pa je bil zgrajen tudi tale tunel z letnicami 1916. Danes so pa naredili cesto okoli, ker tunel se verjetno je bil premajhen za promet in so naredili cesto poleg. Tukaj pa samo še dve podobi Vršiške ceste v času preboja, tukaj pri tistih serpentinah z napisom, to je pa tam ob razgledni točki, ki je danes, kjer gledamo Ajdovsko deklico. Tukaj se lepo vidi, da je bila cesta samo na sutje gramoza, tako da še zdaj se recimo, mislim, da je bila ena objava iz lanskega leta v časopisih, kjer piše, da so tiste granitne kocke na ovinkih, delo ruskih vojnih ujetnikov, kar pa seveda ne drži, ampak je v bistvu za neko, v bistvu bolj za legendo, ki se je širila in se še vedno tudi širi. No, ob sami cesti je bila zgrajena tudi žičnica, v bistvu bolj natančno sistem žičnic, ker žičnice
Te vrste so lahko potekale samo na ravnih odsekih in posod, kjer je bil potreben zavoj, je bil nov odsek, tako da so fizično iz enega odseka tovor pretovorili na drugi odsek in šlo naprej. Je bilo pa to dokaj lahko delo, bom pokazal naprej, kako je to potekalo. Zdaj, prvotna trasa je zajemala 10 postaj od Kranjske gore do Trente na Logu, so pa traso tudi kasneje premaknili, ravno tako zaradi teh marčevskih plazov bolj proti vzhodu. Na to je zajemala 14 postaj, imela je oznako Zajbal številka 17, no kasneje pa z žičnico Zajbal številka 18 v bistvu jo podaljšajo tam nekje do Kala Koritnice. Je bila pa to žičnica firme Adolf Bleichert iz Leipziga. V bistvu ne gre za neke vozičke, ampak preprosto za tovorne kavle, na katere so obešali potem razen tovor. No, na vsaki pretovorni postaji seveda sta se žičnica ena končala in druga začela, no po sistemu teh tračnih pa so preprosto samo preklopili vozičke, jih potegnili na naslednji odsek, zapeli in je šlo potem naprej. No, prva postaja, začetna postaja je bila v Kranjski gori, kot smo lahko slišali, je bila povezana tudi železnico in cel kup enih barak je bilo okoli. To je še iz zgodnjega obdobja vojne, ko so bili objekti še bolj preprosti, no kasneje jih tudi zaprejo, tukaj so bili samo preproste lesene konstrukcije streho, no, ker se vojna ni končala, pa so zmeraj so dogrejevali vse te objekte. To je današnji pogled na lokacijo, tukaj pred hotelom Kompas, v bistvu, kjer je to ni parkirišče, tenis igrišče je bilo včasih, ampak na tem delu je bilo v bistvu začetna postaja. Zdaj, eden izmed zanimivejših ostankov tedanje žičnice je trasa daljnovoda, ker na številnih odsekih dejansko se popolnoma ujema s traso žičnice, tako da tudi to je, ko z mostu pri Jasni lahko vidimo identičen pogled kot pred 100 leti. Tukaj je bilo kar nekaj postav, pokazal bom samo nekatere, recimo tole je postaja prvotne trase pod Vosovo kočo, to je današnja Rjavčeva koča, postaja 4/5, jo lahko vidimo tukaj vzadaj, tukaj tudi vidimo te tovorne kavle. No, danes je ohranjenih nekaj podpornih zidov, potem baze pogonskih koles in motorjev, zdaj vsak tak, v bistvu odsek žičnice je poganjal svoj bencinski motor. Tako vidimo ohranjene baze. No, tole tudi verjetno vsi poznamo, ko se peljemo prek Vršiča, tukaj ogromno turistov se ustavi na malice, ampak to je v bistvu mesto te postaje številka 5-6 na vrhu prelaza. No, kasneje obstajajo tudi skice, ki so naredili čez zaščitne, v bistvu pa so vsaj načrtovali zaščitne protilavinske strehe. Tudi to na vrhu Vršiča, vkop na trasi žičnice, zdaj vsaj na 4-5 delih so, kjer je bilo potrebno teren vkopali par metrov globoko, da je bila trasa nekoliko bolj položna, da ni bilo treba zgraditi visokih teh podpornih stebrov. Na drugo traso žičnice, ki jo premaknejo potem v letu 16, v bistvu do postaje Kvele ali Izvir, to je tam nad Rusko kapelico, kjer je bila postaja, je bila trasa enaka, potem pa je potekala drugače. Je bilo tudi več postaj, no večina teh, sploh na kranjskogorski strani, so nekoliko bolj masivna gradnja, niso več leseni objekti, ampak dejansko grajeni. Ta je takoj pod Rjavčevo kočo, ta je na primer ob Zimski cesti, na tem delu vidimo, da gre za velik betonsko-kamnit objekt. Zanimivo je tudi potem, ta objekt je uporabljala tudi v bistvu obmejne enote Kraljevine SHS, dokler niso naredili stražarnice, tam kjer je poštarski dom, so začasno uporabljali tudi ta objekt. No, to je pa na vrhu Vršiča, na poti od Tičarjevega doma do poštarskega doma, ostanki postaje žičnice. Zdaj ta zadeva se zelo velikrat zamenjuje s kakšnim italijanskim bunkerjem in podobno. Vem, ko sem tudi tam gor dokumentiral, ko so se ljudje med sabo pogovarjali, to je pa italijanski bunker. No, neki postaj na trentarski strani vidimo, da so zelo različne, od nekaterih so ohranjeni, zelo lepo ohranjeni te
zidovi in uravnave za postaje, no ponekod pa gre v bistvu tako rekoč samo za neke ukopane uravnave za lesene objekte. No, na celotni tej trasi so bile zgrajene tudi številna bivališča, predvsem za vojne ujetnike. Ti so bili nastanjeni v Kranjski Gori tudi po raznih hlevih, skednih, no, na območju delovišča pa po barakarskih naseljih. Tukaj na primer imamo tako imenovane Vizem baraken, potem pri Ruski kapelici so bile Vald baraken, nad njimi Dujic baraken, posod se lepo še vidijo temelji raznih barak, latrin in podobno. Zdaj v okviru tega mojega terenskega dela sem zaenkrat kot primer med Kranjsko Goro in Trento, se pravi na Logu, dokumentiral 250 nekih objektov, od tega jih je vsaj 200 iz časa Prve svetovne vojne, se pravi raznih uravnav, položajev, latrin in podobno. No, dve večji v bistvu taborišči sta bili tako imenovani Nordlager pri Vosovi koči in južno taborišče tukaj spodaj na Hudi ravni, potem je bil pa še v Trenti tudi večje naselje Lager obred Trenta. No, to so te Vald baraken ob Ruski kapelici, tole je na primer ena fotografija tega severnega taborišča, tukaj v zadju vidimo Rjavčevo kočo, tole so objekti skladišča, no, taborišča so bili v bistvu preprosti, v bistvu delno leseni šotori, kriti strešno lepenko, ponekod pa tudi z lubjem. Tukaj je pogled na ostanke južnega taborišča, tukaj imamo ogromne uravnave, zdaj tukaj na zgornji uravnavi in zraven je prišlo tudi do nekaterih predelav strani italijanske vojske v obdobju med obema vojnama. Za vojne namene so bile uporabljene tudi planinske koče, tukaj imamo Rjavčevo kočo, tedanja Vosova koča, potem Tičarjev dom je bilo Sloveniške hute, slovenska koča je bila tudi uporabljena za razne komande, no Rimlova koča, ki si jo pa on sam zgradil, je bila pa kasneje v bistvu preurejena v kočo na Gozu. Tukaj je zelo zanimivo, izvemo iz dokumentov, da naj bi Rimlu za zasluge podarili to zemljišče, on se je tudi poročil potem z domačinko, ostal tam, ampak tam v 20-ih pa so v bistvu je prišlo do tega, da so govorili, da je bilo to narejeno pod prisilo in so zahtevali, da se zemljišče vrne prvotnemu lastniku. No, na Hudi ravni si je eden izmed teh graditeljev inženir Šut, ki ga omenja tudi Uran v tistem svojem prispevku v Planinskem vestniku v 60 letih, zgradil svojo barako, jo vidimo na fotografiji, tako imenovana Šut barake, ki jo je leta 17 odnesel plaz, no še danes pa so dobro ohranjeni temelji te barake. No, na celotnem območju seveda tudi številna skladišča, ker tukaj se je shranjevalo na tone različnega materiala, ki je potem potoval proti fronti. Nekaj pogledov na verjetno pekarno in skladišča v Kranjski Gori, tukaj je danes smučišče, tukaj imamo inžig, tako imenovane Fassungsstelle Kronau. No, naslednja taka skladišča, na primer, so bila pod Rjavčevo kočo, to so te objekti, vidimo še danes ohranjene uravnave in podporne zidove, kjer tudi piše Fassungsstelle Voshute, se pravi Vosova koča, še en tak pogled na današnjo cesto in v primerjavi s takratnim stanjem. No, seveda zaledje je potrebovalo tudi bolniško oskrbo, ne vojaki v zaledju, tukaj je bila sanitetna ustanova 44. divizije. V današnjem župnišču, na primer, so imeli prostore v Ljudskem domu, v tedanjem hotelu Pošta. Tukaj je bil zgrajen tudi epidemišpital, se pravi oddelek za nalezljive bolezni. Posledično, se pravi, pa je tudi kar dosti vojakov zaradi teh bolezni in tudi zaradi dela umrlo. Bile so tudi različne ambulante, tukaj ta ambulanta je stala pod Rjavčevo kočo, no, v bližini ambulante pa ne preseneča, da je tudi pripadajoče pokopališče. Tukaj samo dve sliki iz raziskav leta 19, kjer so ohranjeni temelji različnih objektov in tukaj vidimo ta vogal uravnave same ambulante. No, v Kranjski Gori so zgradili elektrarno, prva je bila na bencinski pogon, tukaj vidimo napis Elektrowerk, ta je bila tik ob epidemijskem špitalu, no, kasneje pa v Badvi zgradijo tudi hidroelektrarno, ki je v bistvu uporabi še danes, seveda prenovljena in
koliko drugačen. Tukaj pa vidimo tudi že prej omenjen Rorov most. No, kot del zaledja pa so seveda tukaj pokopališče, kot rečeno, vojni ujetniki tukaj zaradi naporov, bolezni in delovnih nesreč umirajo, pa tudi vojaki, ki jih pripeljajo s fronte, se pravi ranjenci, pa zaradi bolezni številni umrejo. Zdaj, na začetku so umrle pokopavali na Kranjskogorskem civilnem pokopališču. Tukaj je na primer napisal tedanji župnik Andrej Krajec, ker je leta 15 razsajal tifus in zapisal, da epidemija je razsajala do konca oktobra in nam napolnila pokopališče z begunci, vojaki in domačini umrlimi za legarjem. Umrlo jih je okrog 50 z vsemi vojaki. No, glede na popise lahko vidimo, da na tem pokopališču je bilo pokopanih 12 avstro-ogrskih vojakov in 24 ruskih vojnih ujetnikov. No, eno izmed večjih pokopališč je bilo na prostoru današnjega smučišča, med domačini poznan kot Tasoldaški Britov. Tukaj imamo eno skico, avstro-ogrsko skico razporeditve grobov. Pokopališče je bilo obdano z lesenim plotom, vhod je bil s spodnje strani, no, v sredini je bil tudi spomenik. Zdaj, zanimivo, da tukaj so želeli zgraditi takšnole kapelo, to je ena skica iz leta 18, ampak seveda konec vojne je preprečil gradnjo same kapele. No, na pokopališču je bilo 150 grobov, pokopanih je bilo 169 oseb, pokopavali so med 9. februarjem 16 in 25. aprilom 18. Tukaj je bilo pokopanih 70 ruskih vojnih ujetnikov, 45 italijanskih ujetnikov, 36 avstro-ogrskih vojakov, 2 nemška vojaka, 12 srbskih ujetnikov, 1 črnogorec in 3 neznani. Pokopališče je danes, saj kot kaže, saj v večini prekopano. Zdaj, tukaj bomo še nadaljne raziskave opravljali, ker za par grobov sumimo, da so še vedno tam, da jih dejansko niso prekopali. Sicer pa so Italijani leta 30 prekopali na Žale. Še danes lahko najdemo njihove grobove tam z imeni in priimki. Zdaj, nemška vojaka so prekopali leta 29 ali pa 31. Tukaj so malo različni podatki, tudi kam so jih prekopali. Eni pravijo na Bled, eni v Nemčijo. No, je pa zanimivo, da ruske ujetnike so pokopali leta 36. Zdaj, če beremo literaturo, pa vprašamo domačine, bojo rekli, da so jih prekopali v grobnico ob Ruski kapelici, v resnici pa so bili prekopani v Beograd, v kostnico ruskih vojnih ujetnikov. Tukaj ima tudi kar nekaj dokumentov, na to govori, tudi tukaj je omenjen, da so bili prekopani v Beograd. No, zato, ker je bilo pa pokopališče potem tako rekoč skoraj prazno, pa so se odločili tudi za prekop preostalih, se pravi Srbov in avstro-ogrskih vojakov v kostnico na Jesenice leta 37. No, nekaj je tudi posameznih grobov, zdaj tukaj nimam slike. En grob se je nahajal v Klinu, tistega moramo še locirati. En grob je tudi ob Ruski kapelici. Okoli tega grob neznanega vojaka, da piše tukaj neznani ruski vojak, se je v obdobju po prvi vojni v bistvu spletla cela komemoracija kot ob grobu neznanega vojaka, to zasledimo v številnih časopisih. No, ampak če pogledamo pa avstro-ogrske popise, pa gotovimo, da neznani vojak ni več neznani, ampak je Peter Pavlovčev iz delovnega oddelka 350, ki je umrl 17.11.1915, tako da ni več neznani. No, ob sami Ruski kapelici je tudi grobnica, kamor ne bi pokopali neke posmrtne ostanke, ki jih je odkril gradbinec Josip Slavec v 30-ih. Sam osebno še nisem uspel najti kakšnih podatkov, sploh kdo naj bi bil tukaj pokopan in koliko naj bi jih bilo, ker dvomim, da glede na to, da so avstro-ogrska vojska zelo dobro naredila te popise in skice, kje so grobovi, ni nobenega grobu označenega na trasi ceste, da jaz zelo dvomim, da so tam. Mogoče pa so res pokopani tisti iz civilnega pokopališča v Kranjski Gori, ker za tiste pa tudi res ni podatka, kam so bili prekopani. No, pa tudi glede Ruske kapelice, še danes se pojavljajo napačne informacije, kdaj je bila zgrajena in zakaj je bila zgrajena. V bistvu je pa že kar nekaj časa znano, da so jo začeli graditi že leta 15 in dograjena 11. januarja 16 je bila zagotovo že dograjena, se pravi dolgo pred plazovi. Njen namen pa je bil preprosto
versko službo namenjeno ruskim vojnim ujetnikom. No, ob sami Erjavčevi koči imamo 3 posamezne grobove in tudi večje pokopališče. Danes tukaj je označenih, v bistvu takole nakazanih 9 grobov. Tukaj je čist za arbitrarno zadevo, ki ne odseva pravega stanja. Tudi na tabli lahko preberemo, da je to grobišče 63 ruskih vojnih ujetnikov, ki jih je zasul plaz. No, v resnici je bilo grobov 18, v njih pa pokopanih 20 oseb, 8 ruskih ujetnikov, 8 srbskih ujetnikov in 4 neznane osebe, ki pa so umrle v različnih obdobjih, tako da so podatki, ki jih danes vidimo tam napačni. No, ti 3 neznani pa so res neznani in se že takrat ni vedelo, kdo so. No, pokopališče je bilo tudi na Hudi ravni. Tukaj na eni izmed fotografij se zelo v ozadju vidi prva vrsta grobov zasneženih iz snega, gledajo posamezni križi, to je moglo šele zelo zgodaj biti, no, kasneje so to razširili na 9 grobov, tukaj je bilo pokopanih 8 Rusov in en neznani vojak. Te so prekopali Italijani v Trento, tudi je še vedno ohranjen, za nekatere so še ploščice ohranjene na križih, tako da lahko najdemo te posameznike. Na terenu se pa danes vidi taka kotanja zgornje vrste in pa telega groba, od teh se pa v bistvu na terenu ne vidi, ker je verjetno to že zasuto. No, v sami Trenti so bili vojaki pokopani na 3 pokopališčih, tukaj na Logu, tako imenovano Bambachute, Bambachova koča je bilo pokopanih 7 avstro-ogrskih vojakov, 2 ruska ujetnika in 11 neznanih. Te so že tekom vojne prekopali potem na današnje vojaško pokopališče. Tudi tukaj na civilnem pokopališču je bil pokopan 1 avstro-ogrski vojak in 2 ruska ujetnika in 2 neznana. Na tem vojaškem pa 41 avstro-ogrskih vojakov, 145 ruskih ujetnikov in 3 italijanske vojne ujetniki ter 3 neznane osebe. No, to je en pogled na današnje stanje, no in ravno mislim, da celo oba ali pa samo eden je bil prvotno pokopan na Hudi ravni, kasneje pa prekopan sem. Zdaj, glede pokopališč in števila umrlih, tudi tukaj so dolgo časa v bistvu pa še vedno krožijo te napačne številke in čas se je govorilo celo o 10 000 umrlih vojnih ujetnikih ruskih, potem številke, da je v plazovih umrlo okoli 400 ujetnikov in vojakov. Nekateri se sklicujejo tukaj na omembe kranjskogorskega župnika. Nekaj se je treba zavedati, po mojem mnenju, on tiste nižje številke, ki jih omenja, govori o umrlih, tiste višje pa govori o zasutih. Plaz jih je toliko zasil, ampak niso seveda vsi umrli. Ne? Tako da to je podobno, kot se štejejo žrtve vojne, niso žrtve samo umrli, ampak tudi so padli pogrešani in ranjeni. Tako da tudi v tem primeru. Zdaj, glede na vse te popise iz različnih virov, tako na jugoslovanske, po prvi svetovni vojni, na italijanske in avstro-ogrske popise, je bilo med Kranjsko Goro in Trento pokopanih 428 oseb, vseh skupaj. Od tega je bilo 91 avstro-ogrskih vojakov, 251 ruskih vojnih ujetnikov, 48 italijanskih, 20 srbskih in 1 črnogorski ujetnik, potem 2 nemška vojaka in 15 neznanih oseb. Kot žrtve plazov pa lahko zagotovo razglasimo vsaj 106 ruskih vojnih ujetnikov in 18 avstro-ogrskih stražarjev in 1 neznano osebo. To je glede na opombe, da gre za žrtve plazov, pa glede na datume smrti, ki se sovpadajo s plazovi leta 16 in tudi leta 17. To je z moje strani vse. Hvala. Jaz bi imel eno vprašanje, Ja. dve. Recimo, tukaj omenjaš, da je župnika v Kranjski Gori. A to ni bilo recimo vojaškega kurata oziroma vojaške službe, ki bi popisovala te mrtve, recimo, oziroma... Ja, imamo te kasnejše popise, z leta 18 so delali, kar sem jaz tudi v arhivu najdel pa videl. Ta lokalni župnik je pa kroniko pisal in on tam pač omenja, pa je tudi popravil cifro, ampak kasneje ne bil pa ustni vir, da je on nekomu rekel, da jih je bilo več, ampak tisti je nek ustni vir, ki mislim, ni čisto zanesljivo. No. Samo tudi to je pomembno dejstvo, ne, da
ruski vojni ujetniki so vsi neznani od teh plazov. Drugače pa so tisti, kar so avstrijski vojaki umrli, so pa vsi znani. Vsaj kolikor jaz poznam zadeve. So tudi, mislim, da tam so omembe pri imenah, pa glede na datume. Večinoma je tako, kot sem jaz raziskoval, ne, je tako, da niso vsega raziskovali, ne, so včasih tudi pač malomarno stvari naredili. Ne. Ja. No in še jedno vprašanje, recimo te Vršiška cesta je pač, kar je do Trente, nekje do pač izvira Soča, oziroma do pasi Trente. Ampak recimo zdaj prav gradnje te ceste je potekala tudi, verjetno tudi do Kalkorednica, oziroma kjer je do skrajnih meja, kjer je bila fronta, recimo, ne? Ja, to predstavljam se nisem s tem modelom nič. Cesta je verjetno, mislim, glede na Trento je cesta neka mogla biti vsaj pota, ne, ampak vprašanje je, kakšna je bila, verjetno so mogli kaj širiti, no. To ne bi vedel. Iz danih podatkov po fotografiji gre za čisto normalno državno cesto 1900-1901. Kar se pa vidi na vseh dveh fotografijah je pa, da sta bila dva premostitvena objekta obnovena. To je v dolini. Govorimo na Logu do Kalkorednice. Ko se peljemo iz Bovca proti Logu, ta zadnji most, kjer preidemo na levo stran reke Soče, ta most je vsekakor bil na novo zgrajen, kot začasni lesen objekt. Pa če že imam besedo, najlepša hvala, izvrstna predstavitev, predvsem je všeč to, kar ste na koncu omenili, da je potrebno s preverjenimi podatki govoriti proti tem predvidevanjem in stvarem, ki so nekako se že prijele skozi desetletja in ni nujno, da so najbolj točne. Tako da super, hvala. Imam pa tukaj samo, moram po službeni dolžnosti biti tečen, pozoriti na to. Na vse super in veseli, da ste uporabili pregledovalnik registra kulturne dediščine. Tam sem videl, da imate liber stare karte. Sam zavod nima, ZVK, da se nima veze s tem, to je Ministrstvo za kulturo. Samo to. Ampak to je samo s citiranjem, kar je podrobna stvar za predstavitev. Samo to. Ok. Še kakšno vprašanje? Še eno neumno vprašanje, zdaj mogoče, da že vem odgovor. Tiste kocke granitne na ovinkih, ne? Kakšno funkcijo naj bi imeli? Ne veš? Boljši uprejem, ja. Boljši ustroj ceste je. Iz izkušenj vem, da ko je led, ne, je hujše granit. Ampak v tistem Ampak, času... kaj so da granitne, kam je bilo? V zimskem času cesta po letu 36 ni bila prevozna. V poletnem času, govorimo pa za čas modernizacije prometa, se je pa na ovinkih zaradi osmih pritiskov je grablo in zaradi tega so Italijani na svoji strani niso nikoli dali. Ampak ta čas izgradnje ceste, to je v 3 mesecih, mogoče 3,5 je res fascinanten, to je nepredstavljivo. Ja, to je kar. Zdaj, kar sem bil tudi v arhivu gor, za žičnico sem ogromen dobil pa skice, išem pa še za cesto razne skice in načrte, no, ker bi rad primerjal stanje, kva so načrtovali, pa kva so v resnici naredili, to mi še fali, no. Pa neki... Osupljiva je energija porabljena za ta projekt, ne, pa tudi žičnice, ne, jaz to nisem vedel, da so prestavljene in traso, čeprav tam pri Rimelovi koči, ne, tam sem videl, da gre cesta dol, zdaj gre pa višji gor pri koči, ne. Se mi je zdelo, da so malo drugače, ampak da so žičnico prestavljene. To je fascinantno. Se to je lažje kot cesta. Ja, že, ampak to je projekt, ne. Kaj, imaš mogoče, ne vem, občutek ali pa celo podatek, koliko časa je tovor potoval čez? Mislim, da obstaja podatek. Nek sem prebral, ampak ne vem točno, kje je. Mislim, da je podatek, ja. Se pa čujem, no? Ja. Zato žičnica, kaj je zelo nukla, je tudi tisto pričevanje, ker nekaj šla žičnica zelo, nekaj vidimo fotografijo, so zelo visoke, te stebre delali šla res visok, nekaj šla pa čez bliz in tam, kjer šlo bliz, ne bi tako domačini, kot tudi tisti, ki je lahko prišel, ker območje je bilo zaprto, ampak predvsem vojaki ne bi kradali iz vreč, ker šlo to vrnisk, da so prerezali vrečo, da je pa je vam padlo, če bi kakšen kruh ali pa kakšna hrana. No. Tako da to je kar. Niso potem tudi neko policijo tam stanovili, da so to
Tam so imeli, vem, da si že drugače, že v Pišanci, v bistvu pri Jasni, tam je bilo zapora in od Jasne naprej si rabil posebno dovolilnico, to je tudi župnik pisal, da je on hotel si ogledati, pa da ga niso pustili naprej, ker ni imel vseh potrebnih dokumentov, tako da... Ker tukaj je bil cel sistem te žičnice normalne, te Bleichhardt, ne? Ni bilo spenjače tako nekakšnem delu kot na Bohinjem, ne? Ne. Tam bila pa tudi spenjača, ja. Ja, tudi višinske razlike, ne, so... Za žičnico je veliko podatkov, tudi načrti natančni za vsako postajo, čeprav tudi ni, vem po terenu, v arhivu sem dobil načrt postaje, pa 100% na terenu ni tako, je popolnoma drugače, ne. Zdaj nekaj na papirju, nekaj pa kaj so pa tudi na terenu v resnici naredili, pa se prilagajali. Eno vprašanje. Premik iz prve na drugo žičnico naj bi se zgodil ali konec 16, začetek 17, lahko malo bolj še v datumu, povete? V datumah, to nisem se še toliko, zdaj sem bolj na terenska faza, kjer probam na terenu čim več najdeti pa povezati, ti smo poj kasneje. Tisto bi namestnike zapisal. Super. Jaz sem zdaj, ker sem bil po arhivih, sem se bolj koncentriral na razne skice, načrte, take zadeve, vizualne, bi rekel, da lahko primerjam stanjem na terenu. Zdaj, kogar to malo bolj zanima tematika, malo reklame, no, zdaj bo na fronti, ko bo išla nova številka, bo članek o pokopališču v Kranjski Gori in v zgodovinskem časopisu bo članek ta o številu pokopanih, v kroniki bo pa članek o mitih in resnicah v Ruski kapelici in temu grobu neznanega vojaka, tako da to bo do poletja enkrat vse je šlo. Maja bo išlo to, da vam povem. Še vprašal, glede tistih tunelov, ki ste omenjali, koliko jih je bilo narejenih na cesti? Tunelov mostov? Ne, tunel. Je ohranjen je sam ta. Sam tisti. Pa je bil samo tisti zgrajen ali še kak? Galerije, ja. Zato, ker piše tam, da leta 17, ko so peljali te težke topove na drugo stran, Gornjo dolino Soče, pač zaradi tistega tam niso mogli iti in so pač peljali na predel. So mogli po noči. Tako, zdaj pa še ena stvar, kaj mogoče so tisto Zimsko cesto delali srbski vojni ujetniki. Ne vem, nekaj je bilo, zdaj na tisti sliki se enega vidi, pa glede na umrle je bilo nekaj srbskih, ampak da nisem pa zasledil prav kakšne omembe, kaj ne bi točno delali. Ne. Tudi za italijanske, jaz predvidevam, da italijanski niso delali, da so jih imeli tam samo, ker tudi dotok italijanskih ujetnikov se, glede na datume pokopanih, se vidi, kdaj so prišli, a ne. Zanima me, ko se običajno govori o ruski vojni ujetniki, tako res, da jih je bilo največ. Ja. Ampak tudi, ko ste omenjali druge, no, če mogoče imaš kakšne podatke. Zaenkrat še ne, da bi bila kakšna prav delitev, glede na to, se tudi še nisem toliko poglabljal. Hvala. Tako, hvala Uroš, bo potem mogoče na koncu še aplavz.